Dober dan, v tej kratki video lekciji bi rada, da si skupaj pogledamo razred, aplikacijo Googlovi razredi ali Classroom, kako izgledajo na tablici. Še prej, seveda moram si na tablici, si moram aplikacijo prenesti, jo imam tukaj kot ponavadi ikona od Classrooma, kliknem gor in se mi odprejo moji razredi. Mi si bomo pogledali kar tukaj razred poskus, še prej tukaj spodaj, medtem ko smo imeli na računalniku na vrhu, imamo na tablici od spodaj ta plus, zato da ustvarimo novo učilnico in kot vidite ima iskriviti al corso, to se pravi, če damo učencem kodo, bodo tukaj vpisali, mi pa bomo seveda klikali crea un corso in popolnoma enako kot na računalniku vnesli podatke in to naredili, če bi želeli, ampak mi tega zdaj ne bomo delali, ker je popolnoma enako kot na računalniku, poglejmo si razlike. Torej, kot rečeno, kot vidite, tukaj imamo pravokotno, imamo malo drugačno oblikovano. Ko kliknem gor, se mi odpre moja učilnica. Prva razlika, ki jo takoj vidim, je to, da nimam tukaj povezave na Meet, nimam linka, imam ga skritega tukaj pod to kamero. Če kliknem na kamero, se seveda povežem popolnoma enako, kot če bi imela jaz tukaj link na računalniku. Torej, če jaz kliknem zdaj gor na kamero, seveda, kot vidite, se mi odpre predavalnica za video registracijo in lahko se povežem preko Meeta. Imam tukaj, katera je razlika, da vidite, če jaz grem zdaj zopet sem, nova reunion, prostite, sem jaz tukaj, na tablici se vsaka aplikacija deluje zase. Jaz se lahko vrnem na Meet, s tem, da ali grem na Meet, s tem, da kliknem na kamero. Če se želim iz aplikacije Meet vrniti v Classroom, kliknem na puščico. Jasno? Zato, ker vsaka aplikacija deluje zase, niso povezane podobno kot na računalniku, ko je bilo dovolj, da smo na vrhu, smo imeli vse razne zavihke in smo se na ta način premikali iz ene aplikacije na drugo. Poglejmo druge razlike še, jih imamo tukaj spodaj. Na računalniku imamo na vrhu ukaze, menuje, ukaze, tukaj jih imamo od spodaj, stream, torej tok. Če želim delo v razredu Lavori di Corso, se mi odpre, tukaj seveda je prazno, kako nalagam vedno s pomočjo plusa, se mi odpre, zdaj kot vidite, tukaj je spustni seznam, naloga, kviz, vprašanje, gradivo, ponovno uporabi gradivo, ki imaš v eni drugi učilnici, oziroma ustvari si argumente. Torej, popolnoma enako kot na računalniku, samo da tukaj imamo skrito pod plus. Če kliknemo spet noter, se mi odpre zopet tisto. Tudi tukaj se lahko zopet povežem, kot vidite, imam kamero, se lahko direktno povežem če vidite, na Meet. Zopet sem tukaj v učilnici. Imam še tretjo osebe, tukaj seveda jaz imam samo učenca, imam mene. Imam tukaj poseben ukaz, ki mislim, da je v glavnem za prisotnosti, če želimo prisotnosti beležiti, lahko na ta način beležimo prisotnosti. Poglejmo si trenutek, tukaj kot ponavadi pod 3 črticami imam spustni seznam vseh, si gremo trenutno pogledati tukaj naš 5. razred, ker imamo učenko, ki je odsotna in tukaj vidimo lahko, kako lahko naloge preverimo, če jih je učenec poslal, da ali ne. Recimo, jaz tukaj imam vse razne naloge, ki so jih s kolegico naložile, recimo, ker vem, da to mi je vrnila, recimo, jaz kliknem gor, tukaj imam podobno kot v
na računalniku, tukaj imam, koliko mi jih je vrnila, da pač je vrnila, je samo ona, ker sem poslala samo njej, nisem poslala sošolki, ker sošolka je v šoli. Tukaj je Kamiona, tukaj so moje opombe in pripombe. Lahko pa še na drugi način pridem do nalog, podobno kot na računalniku, tako da kliknem na ime učenke. Če jaz kliknem na ime učenke, se mi odpre to okno, tu lahko pošiljam samo njej določena sporočila. Tukaj lahko zbiram, recimo, če kliknem na tisto, kar mi je bilo vrnjeno, imam, kaj mi je naloga, ki mi je vrnjena, se mi avtomatično pokaže, katere naloge so bile vrnjene, ali pa bi lahko zbirala, katere sem dodelila, oziroma katere sem dodelila tukaj, kaj je bilo vrnjeno strani pač Ivane Preselj. Tukaj pa seveda, če želim pač dezaktivirati, da ni več delujoče ime. Mislim, da to je vse. Drugih razlik bistvenih torej ni. Torej, kot rečeno, če se vrnemo če se vrnem tukaj na vstopno stran, torej, kot smo rekli, se že ta pokaže malce drugače, so pravokotniki, in drugače pa je to, drugih razlik ni. Zdaj tukaj nalagam dolgo, ne vem, kaj mu je. Ja, no, dobro, zdaj se pač popravlja. Torej, če se vrnemo sem, kot rečeno, se nam pokaže stran nam kot učiteljem malce drugače, ampak drugače ni razlik. Dobro, to je za vse in lep pozdrav, nasvidenje.